Dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v novi oddaji Splet besed. Danes je z mano tukaj na odru Simona Rituper, pisateljica in blogerka. Simona, lepo pozdravljena. Dober večer, Lučka. Kako si in kaj počneš, dosti pišeš trenutno, kaj se dogaja v tvojem življenju? V mojem življenju se vedno nekaj dogaja. Trenutno sem pri pisanju malo bolj na off, kar pa ne pomeni, da nimam nastavljenih kakšnih del. Trenutno 3 različna dela imam nekje v nastanku, ampak se trenutno malo bolj zabavam s kakšnim kuhanjem, mogoče kakšnim bloganjem ali kaj podobnega. V glavnem, cel čas se ti nekaj dogaja. Zdaj, glede na to, da si pisateljica in tudi blogerka, kako je s tem blogom? Mislim, živi stalno ali imaš vmes tudi kakšne pavze ali lahko te spremljamo cel čas? Tukaj delam na tem, da bi se samodisciplinirala. Zato, ker imam obdobja, ko delam veliko, potem imam obdobja, da ne delam skoraj nič. Pravim, da imam skoraj večino pisanja imam bolj na off kot ne. Ne vem, mogoče je čas jeseni tisti, ko tudi jaz malo se dovolim počitka. Ampak blog je tisto, ko pride inspiracija, pišem, ne silim, zato ker potem moje pisanje nima prave energije. Nisem človek, ki bi si dala ritem, da moram nekaj tedensko nekaj ustvarjati, če tega ne čutim. Ker potem tudi bralci čutijo, da nekaj ni pristno, da nekaj ne prihaja skozi, oziroma jaz pravim, da teče energija. Saj zato sem te v bistvu vprašala, ker pri pisanju si nekako lahko daš na off, ker pravzaprav te čaka lahko edino pač založnik, ne? Ampak pri blogu je pa nekako malo bolj periodično, ne vem, če imaš zdaj neke redne bralce, verjetno tudi pričakujejo, da si nekako pač ti vsake toliko časa nekaj ponudiš. In zato je tudi verjetno malo večja obveza kot pa samo pisanje, če se z njim ravno ne preživljaš. Ja, verjetno je pri meni ravno to, da se s tem ne preživljam, da si lahko potem tudi dovolim, da sem vmes na off, ko mi ni pač toliko do ustvarjanja. Res je, da pričakujem, ampak potem, ko objavi, so toliko bolj veseli. Kdo pa je recimo tisti v tvojem življenju, ki pa te priganja k ustvarjanju oziroma k pisanju? Ne vem, je to tvoja notranja vest pisateljska ali ne vem, inspiracija, ali imaš pa tudi mogoče kakšnega konkretnega človeka, ki pač te malo vmes opozori, zdaj pa idi malo pisati? Ja, seveda srečujem ljudi, ki vprašajo, mi pač po prekmursko pišeš, kaj? In potem pravim, je v nastajanju, ampak večinoma sem jaz tista, ki začuti, kdaj je potrebno, da sedem in da ustvarjam. Ker če sedem in ustvarjam takrat, ko tega klica ni, potem sedim pri praznem ekranu. Jaz sem v bistvu bolj pisatelj inspiracije, kot pa pisatelj, ki bi delal zato, ker pač delam. Ja, kot pisatelj obligacije. Ja. No, Simona, danes bova nekako na kratko predstavili tvoj opus, še posebej pa se bova posvetili tvoji zadnji knjigi, oziroma zadnji, najnovejši, upamo, da ne zadnji, Jezero tišine. Zdaj za vse tiste, ki pa te ne poznajo, pa bom zdaj čisto na kratko prebrala tvojo biografijo, toliko, da dobijo malo pregled, kdo in kaj si, pa potem zajadrava v debato. Okay. Torej, Simona Rituper, prekmurska pisateljica, živi in dela v Murski Soboti. Diplomirala je iz mednarodnega gospodarskega prava. Večino svoje poklicne poti je opravljala v okviru pridobljene izobrazbe. Od leta 2007 je kot pravnica redno zaposlena v pravno-kadrovskem oddelku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Murski Soboti. V povezavi s svojim pisanjem se posveča tudi inspiracijskim predavanjem in svetovanju na področju posameznikovega osebnostnega razvoja. Njena leposlavna dela namreč obravnavajo različne aspekte posameznikove notranje rasti na poti k samouresničevanju. Prvi roman, Kuharica brez licence, je bil leta 2011 najprej objavljen na spletu kot elektronska knjiga, naslednje leto pa je izšel še v tiskani obliki. Pred izdajo svojega prvega samostojnega literarnega dela je kot zunanja sodelavka nekaj časa sodelovala tudi s časopisoma Vestnik in Porabje.
Dela pa so Kuharica brez licence, najprej elektronski vir, potem pa še založba Obzorja 2012, potem slikanica Katarinčina Božična skrivnost, samo založba 2014, potem naslednja je Drobtinice in sirotka, inspiracija v malem, 2015 in na koncu še Jezero tišine, leta 2017. No, kot sva pa že rekli, bova pa danes se nekako v središče zanimanja postavila Jezero tišine. Zdaj, Simona, najprej predlagam, da se posvetiva tvojemu prvemu romanu, kar obsežnemu romanu. Koliko ima strani? Okrog 430. Za prvenec je to, mislim, da že kar obsežno. Za prvenec je to odlično. In seveda čestitke, no, da si uspela prvenec speljati v tolikšnem obsegu in seveda, da je knjiga, ne vem, da ima rep pa glavo in da je tudi zelo berljiva. Sama sem ga tudi prebrala že nekaj časa nazaj in se tudi spomnim zgodbe in se tudi spomnim, da je bil pač tudi zelo berljiv. Gre pravzaprav za žanrski tekst. Moram najprej povedati, da v bistvu ta knjiga je res prvenec, ampak izdan prvenec. Pred njo je bila napisana že tale Božična pravljica, Katarinčina Božična skrivnost in pa zasnova Jezera tišine. Ampak očitno je bil najprej čas, da izide ta knjiga, malce drugačna kot pa v bistvu vse ostale. Predvsem zato, ker je ne samo žanrska, ampak je povezana tudi z inspiracijskim delom, če ga bralec želi videti. Je pa ta knjiga v bistvu bila res že od prvega dne zelo dobro sprejeta. Mislim, da sem opazila, ker sem sledila pač malce tudi kakšne izposoje v knjižnici, predvsem v naši domači knjižnici, ker sem pač lokal patriot, najbolj sledim tudi naši domači soboški knjižnici, da je knjiga bila, mislim, da 3 leta skoraj da nedostopna zaradi števila rezervacij. In za mene je bil to izreden uspeh, ker pač kot vsakega avtorja te je strah pri prvencu, ne glede na to, koliko verjame v sebe, kako bodo ljudje sprejeli čtivo. Zdaj tako je potem nekako me prijateljica pripravila in pa tudi sprejela sem, da vsem knjiga ne bo všeč, ker tudi konec koncev Harry Potter je najbolj brana knjiga na svetu, pa marsikomu ni všeč. In tako sem pač morala tudi sprejeti, da verjetno je nekje kdo, ki mu knjiga ne ustreza. Ampak ja, sama sem pa zadovoljna z njo, uživala sem pri ustvarjanju, uživala sem vsakokrat, ko sem videla, koliko ljudi prebira, uživala sem pri vsakem komentarju, uživala sem pri tem, da ni bilo prodano malo izvodov, predvsem sem uživala pa v tem, da sem za prvenec, kar so velikokrat govorili, da bo nemogoče, dobila založbo, ki je sploh želela delati z mano, ker sem v bistvu knjigo poslala samo 2 založbama in ena mi je po enem tednu v bistvu knjigo sprejela za možnost izdaje. Pa si recimo veliko popravljala potem še po sodelovanju z založbo ali so res tak? Jaz sem v bistvu poslala samo prvo poglavje, s tem, da seveda je bilo uredniško urejeno in pa delno lektorirano, ampak ne izpiljeno še čisto do konca. Jaz sem rekla takole, da najlažje meni je bilo knjigo napisati. Mislim, potem se komaj meni s knjigo začne delo. Predvsem zato, ker nisem iz faha, nisem slavist, tukaj je bilo marsikaj potrebno dodelati, seveda sem se sčasoma tudi priučila, kako se temu malo bolj streže, ampak je največje delo dejansko nastopilo komaj po tem, ko je bila knjiga napisana in sprejeta, je kar nekaj časa trajalo, preden se je potem dala res takšno obliko. Se mi zdi, da večkrat sem brala knjigo, vsakokrat sem našla neke nove pravopisne napake. Tako da se mi zdi, da lektura skoraj da ni nikoli končana. Mi je pa tudi rekla potem urednica, da so zelo, zelo redke knjige, ki ne bi noter se
prikrajal kakšen škratek. Pa tudi pri tej knjigi, ko sem jo prvič odprla, sem opazila noter napako. Ravno na tisti strani sem odprla, ampak tako pač je. Jaz mislim, da potem malo bolj pikolovsko že gleda svoje delo, da ostali bralci upam, da tega niso niti opazili. Mislim, sama se tudi ukvarjam z lektoriranjem in vem, da če bi šla 10-krat skozi tekst, bi zagotovo našla še kaj, ampak mislim, da je absolutno nemogoče popolnoma prečistiti tekst do zadnje črke, ampak ponavadi avtor ravno na tisti strani odpre. Kjer je napaka. Ne? Ja. Tak da, In potem misli, da bo cel svet videl samo to napako in nič drugo. Res je, ja. Zdaj, kdo so pa recimo bralci? Ne vem, vedno imamo nekako eno pričakovanje, kdo je naš bralec. Gre bolj za žensko literaturo, glede na to, da je pač žanrski tekst, so tvoje bralke bolj ženske ali imaš tudi mogoče moške oboževalce literarne? Tudi moški prebirajo. Mi so težko dobiti feedback, zato ker statistike o tem, kdo bere, kdo ne, dejansko skoraj da ni. Vem pa, da jo prebirajo tako moški kot pa ženska, ampak mislim, da je več žensk. Je pa bila knjiga predvsem, vem, da je bila zanimiva za naše lokalne bralce, ker niso vedeli, koliko je v tej knjigi resnice. Ker se dogaja v domačem okolju, dogaja se v Murski Soboti. Več ugibanja je bilo, kdo so te osebe, ali prihajajo dejansko iz mojega resničnega življenja, in ali so izmišljene, kateri dogodki so resnični, kateri so samo izmišljeni. In v bistvu je takole, da kdo vse prebira to knjigo, ne bi vedela, ampak vem pa, da bralcev zaenkrat ni bilo malo. Predvidevam pa, da je bilo več žensk kot pa moških, ker je bolj žensko čtivo. Vse meni se zdi, no. Ja, mislim, da ženske bolj posegajo po ljubezenskih romanih ali po nekih, recimo, ne vem, malo bolj, kako bi rekla, da je neka drama, čustvena, potem moški pa, no, to je stereotip, ne vem, morda bolj po kakih akcijah, no, to pač imamo ta stereotip, ampak zagotovo pa niso vsi v istem košu, no, ampak vedno imaš pač neki približni horizont tega bralca, tudi zato sem te to vprašala. Zdaj pa predlagam, da nam mogoče prebereš uvodnik, toliko da gledalci malo vidijo, začutijo energijo knjige, tako. No, vodnik se glasi takole, ker rekla sem, da že ko so se pogovarjali pred oddajo, da je ta uvodnik velikokrat uporabljen v kakšnih inspiracijskih poslovilnih govorih pri ljudeh, tako da mislim, da je za vsakega človeka lahko notrem nekaj, da ga zažene v življenju. Prišel je čas, ko boš ujela zvezde od dlani in poiskala svoje sonce. Na tej poti ti bo pomagalo iščoče srce in klic tvoje duše, krik tvoje moči in ljubezen, ki je vir neustavljivosti. Imej se rada, najdi poti, ki te bodo učvrstile in dale veri zagon. Vzemi si svojo pravico do sreče in ljubezni. Tvoje sanje so naj tvoj vsakdan in smeh tvoj govor. A ostani v sebi, kajti to vodstvo te bo poneslo med zvezde, kjer boš lahko razprla dlani in jih ujela, da bodo v večnosti utripale le zate. Ne pozabi, zdaj si ti na vrsti. Hvala, Simona. Zdaj, ta knjiga je tudi tako malo, po eni strani je dokaj optimistična, tako, mislim, nekako ima en lep zaključek, da pač lahko nekako najdeš neko srečo, saj sreča je dokaj abstrakten pojem, ampak po drugi strani je pa tudi dokaj humorna. Se pravi, mislim, ne zanika tudi tega drugega dela življenja, ki pa je pač malo bolj, ne vem, neroden, črn, ne vem, grd, ampak vseeno nekako ga uvije potem v eno tako prijetno tančico humorja. Tako da predlagam, da nam mogoče prebereš en krajši odlomek, toliko da vidimo, da pravzaprav gre tudi za, da se ta oseba giblje tudi v realnem svetu, kjer ni vse lepo. Ne? Ja, ta knjiga je neka mešanica inspiracije, humorja. Vsak pa dobi v tej knjigi to, kar potrebuje. Če rabiš smeh, dobiš smeh, če rabiš inspiracijo, dobiš inspiracijo.
Glavna junakinja je pa neka vrste skoraj prekmurska Bridget Jones, vedno se nekaj zgodi. 1. september. Skozi okno pisarne sem gledala šolarje, ki so odhajali v šolo. Zaobil me je nostalgičen občutek brezbrižnosti šolskih dni. Nobenih odgovornosti, razen dobrih ocen in rednih treningov odbojke. Nobenih kreditov, plačevanja položnic, čiščenja celega stanovanja, likanja. Ko sem prišla iz službe, sem sedla pred veliko omaro v dnevnej sobi in iz nje privlekla škatlo s starimi zvezki. Počasi sem jih listala in celo ponesla k nosu, da bi povohala star papir. Nobenih barbik ni bilo na naslovnici. Bili so oranžni, listi pa debeli in hrapavi, na katerih se črnilo zlahka razteklo. Med kupom papirjev sem našla spis, ki je bil objavljen v šolskem glasilu. Ko je Marjan po večeri sedel na kavč, sem ga na glas prebrala. Pust. Včeraj je bil pust. Oblečena sem bila v svinjo. Mama mi je naredila ušesa iz pene in rep iz žice. Popoldan smo se šli pokazati k babici v Motvarjevce. Na bregu nam zaradi snega avto ni vlekel, zato je očka preklinjal, mama pa grdo gledala. Rekla sem ti, da kupi verige, mu je rekla. Očka je rekel, naj ne renči. Iz snega nas je potegnil Gusti, ki se je s traktorjem peljal iz gostilne. Mama je rekla, da je Gusti pijan, ker smrdi kot iz soda. Očka je rekel, naj bo tiho, ker jo bo drugače pustil v gostu. Ker sem se bala, da bo mama zmrznila, sem očka na kolenih prosila, naj jo ne pusti v gozdu. Bilo ga je sram, ker so ven prišli ljudje, zato me je potegnil za rep in me ga skoraj odtrgal. Pri babici pa je bilo toplo. Jedli smo kruh, namazan svinjsko mastjo in feferone. Zapela se mi pustno pesmico in dala mi je 10 jajc in 100 dinarjev. Očku sem rekla, tudi ti bi mi lahko dal kaj denarja. Rekel je, da ga dobim doma, a do danes nisem videla niti pare. Ko smo se zvečer vračali od babice, je očka zabremzal, ker so prek ceste šle srne. Ker jajc nisem pazila, so padla sedeža in se razbila. Očka je spet preklinjal, mama pa je rekla, da je kriva babica, ker mi namesto bombonov daje jajca. Očka je rekel, naj utihne in zdaj mama ne govori z njim. Tako sem preživela svoj pust. Bilo je lepo in ni mi žal, da sem bila svinja. Že dolgo nisem videla Marjana, da bi se tako režal. Očitno si bila odlična svinja, me je potegnil k sebi. Ja, sem se nasmejala do solz. Sedaj razumem, zakaj je mama ni hotela glasila pokazati sosedi. Takrat pa sem bila neskončno užaljena. Najnaprej igra se je ta večer začela z utipavanjem moje zadnjice. Rekel je, da išče, če je ostalo še kaj repka od pusta. Včasih so tudi takšne reči seksi. Kdo bi si mislil? Hvala, Simona. Prosim? Ne vem zakaj, ampak ta odlomek je res smešen. S tem namenom je bil napisan, da se ljudje nasmejijo in dvignejo vibro. Ja, mislim, na mestih imaš res tak specifičen humor, da malo kar zajokaš od ja, da se ljudje v bistvu zapomnijo določene odlomke, ko se je glavna junakinja parfumirala po določenih intimnih delih, pa dobila alergijo, pa še kakšne podobne stvari. Tako da je tudi veliko smeha v romanu. Pa mislim, da je v tej knjigi kar precej smeha. Večine pravi, da so se do solz nasmejali. Nekateri pa tudi od solz v bistvu niso se jokali zaradi smeha, ampak so se jokali zaradi tega, ker se jih je knjiga dotaknila, mogoče tam, kjer so sami v življenju zastali in so rabili, da nekdo pove, pojdi naprej v življenju, sam si postavljaš meje v življenju, lahko prideš kamor si želiš, ni končne postaje, dokler si jo sam ne določiš. Vse v bistvu za žanrski tekst nekako pričakujemo, da nas nagovori na enih primarnih čustvih. Se pravi, ne vem, ali na humor, ali na neko bolečino, tisto primarno. Tako da se mi zdi, da je dober žanrski tekst, če se te vsaj nekako dotakne. Ja. Tako kot hollywoodski film, recimo na neki bazi, te mora nekako emocionalno malo zadeti. Da ne prideš ne od knjige, ne od filma, da ne greš prazen. Da ti da en vtis, da ti da en imprint, predvsem pa imprinti se pa ponavadi zgodijo tam, kjer imamo ali manjko ali viško česa. Vse je zanimivo, da žanrski tekst, recimo razlika med žanrskim tekstom pa recimo enim malo težjim leposlovjem. Ne vem, mogoče se sprašujem,
kaj v nas nagovarja posamezna literatura, ker pač obstajajo tudi dela, ki recimo ne nagovarjajo primarnih čustev, ampak ne vem, mogoče bi se bilo dobro vprašati, saj ne da bi zdaj lezla v to debato, ker je mogoče malo pretežka, ampak sem se ravno v tej zvezi z žanrskimi teksti in z temi primarnimi čustvi, ki nam vzbujajo, mogoče malo vprašala o tem, kaj v nas vzbuja to vrstna literatura, ne? Tako ta, kot mogoče tudi, ne vem, klasika ali pa Cankar, ne? Tisto verjetno to, kaj posameznik išče. Ljudje smo pač zgrajeni na različne načine. Nekateri imajo rajše, da tudi pri branju delajo več z razumom, za razlago in takšni, po moje, obožujejo tudi težje dela, kjer je razum več vklopljen. So pa ljudje, ki bolj gradijo sebe na emocijah, tisti pa rabijo bolj drugačno vrsto literaturo, ki se dotakne njihovega aspekta. Moj, mislim, ja. Zdaj pa moram povedati v bistvu tole anekdoto, ko sem bila v srednji šoli, želela sem si pisati celo življenje, mislim, da sem rojen pisatelj v resnici, sem pa prvi spis v srednji šoli dobila -1. Spravi, da sem bila manj kot pa nepismena, ne. Ampak sem v drugem letniku sem dobila drugo profesorico, ker se pa moj prvi spis bral pred razredom. Ona je tudi imela rajši, malenkost težjo literaturo in ni toliko bila fanica Viktorije Holt ali kaj podobnega. Ampak takrat je ona meni rekla, veš, Simona, pišeš kot Viktorija Holt, ampak dobro se bere. In to pomeni, da ljudje smo si pač različni. Nekateri želijo to, nekateri želijo nekaj drugega, ampak to pa ne pomeni, da v obeh žanrih ne najdemo nekaj za sebe. Jaz sem rajši pač nekaj lažje berljivega, ampak nekateri pa ne. Nekaterim je pa to šund, odvisno je pač, koga imamo na bralčevi strani. Sicer lestvica je zelo široka, tudi lestvica dobrega pa slabega žanra med šundom pa med dobrim žanrom je cela lestvica, ne? Ja. Tako da zelo težko zdaj tukaj ocenjujemo, recimo, kaj je zdaj šund, kaj je. Ampak no, mislim, da si ta pravila žanra upoštevala in da je pač si napisala dober žanrski tekst, ki pač presega tudi svoj žanr na eni točki, ker se mi zdi, da ima pa tudi eno malo višjo eno malo višjo idejno jedro v ozadju, ki ga potem razvijaš naprej v svoji literaturi. Tako da do tega mislim, da bova še tudi prišli preko ostalih besedil. Zdaj pa še eno čisto kratko vprašanje v tej zvezi. Dosti, recimo v tvojih knjigah je ogromno kulinarike. Imaš tudi, recimo v Jezeru tišine imaš prav recepte not napisane, čisto fizično, da si lahko dejansko tisto, kar pripravlja junakinja, lahko spečemo tudi sami. Si pa tudi ljubiteljska kuharica. Kako je pri tebi kulinarika in literatura prepletena? Jaz sem tako rekla, jaz sem Goričanka. Mislim, da na Goričkem se je vedno nekaj kuhalo, nekaj peklo. Moj oče je z Goričkega, mama je z tega dela, ampak je tudi pol Madžarka in se je tudi ogromno tega pripravljalo. In v bistvu meni je kuhanje meditacija. V bistvu moja mama vedno pravi, ko pečem piškote, da ne more verjeti, kakšno potrpežljivost imam ob tem. To je za mene kot meditacija. Čeprav veliko vsega, kar pripravljam, niti ne okušam, pač, ker imam alergijo na gluten, pa na svinjino, naprimer, ampak vseeno pa ustvarjam. In zato se mi zdi, da avtomatsko mora imeti mesto potem tudi ta del mene, ker konec koncev v knjigah izrazim to, kdo sem jaz. Saj jaz ne fejkam svoje osebnosti preko knjig. In zato se mi zdi nekako normalno, da se kulinarika more znajti v teh knjigah. Ja, tako da, mislim, lahko tudi gledalcem, poslušalcem prišepnem, da če si želijo kaj spečti, da pač lahko tudi preberejo knjigo in istočasno še malo pečejo. Ja. Ker so me že vprašali, če so ti recepti resnični noter. Ja, resnični so. Tako da, ker sem mislil, da je nekaj izmišljenega, da sem rekel, ne, recepti so ta pravi, zakaj bi si izmislila recept z nečesa, kar ni užitno, ni smisla. Tako da, če bo kdo prebiral knjigo, če ga bo zanikalo peči,
brez skrbi, recepti so ta pravi. No, dobro, to je vredno omeniti. Ja, vredno omeniti, ja. Da ne bo pomislekov. Ja. Dvomov. No, Simona, zdaj pa napisali si tudi slikanico za otroke. Rekla si, da je tudi to tvoje prvo delo, ki si ga pravzaprav napisala, literarno delo. Tako da malo, če nam samo na hitro predstaviš še slikanico, mogoče uvodnik prebereš, toliko, da vidimo, za kaj gre. Ja, ta knjiga je nastala, ker sem moji dobri prijateljici govorila, da bi želela pisati. Rekla, pa dobro, zakaj ne pišeš? Sem rekla, vedno začnem, ne končam. Pa rekla, v redu, napiši pravljico za moje otroka. In ker sem potem imela neko zavezo, je bila to prva knjiga, ki se je začela in pa tudi končala. V bistvu so zelo lepe ilustracije tukaj notere, ilustrirala mi jih je Anita Pertoci, zelo čutne, zelo prijetne, v bistvu za oko. In v bistvu ta knjiga seveda sledi mojemu notranjemu vzgibu, da pravljica spet ni samo pravljica, ampak tudi nosi nekaj več. Jaz pravim, da ta knjiga zdravi srce. Ogromno ženski prebere, pravijo, da se razjokajo zraven, da zdravi srce, zdravi dušo. Ker sem verjamem tudi v višja bitja, sem vedno, ko sem to knjigo ustvarjala, ker ima glavno vlogo tudi angel noter, sem naredila priklice višjih energij in je dejansko ta energija tudi nekako inkorporirana v to knjigo noter. Tako da ta knjiga je nežna, čutna in bo primerna za čas, ki zdaj počasi prihaja. Ja, res je. Ja. Bi pa mogoče tudi v tej knjigi sem na hitro uvodnik prebrala toliko, da malo dobijo spet občutek, da se lahko za trenutek povežejo z knjigo. Angeli sreče in angeli želja, k sebi vas kličem globoko iz srca. Potegnite željo iz srca na plan, odnesite daleč, daleč v stran. K božičku v naročje, v nebesne dlani, vrnite jo k meni, ko mesto že spi. Božiček jo zlatim prahom napolni, na božični večer se želja izpolni. Simona, hvala. Mislim, pri vsaki knjigi bi se pravzaprav lahko zadržali dolgo, ampak ker smo rekli, da nekako vsaki knjigi dava malo pozornosti, predlagam, da se pomakneva na kakšne že drobtinice in sirotka. Ja, to je v bistvu pravzaprav začetek nekako te tvoje tudi nekako preobračanja tematskega spina tvoje literature k eni malo bolj, kako bi rekla, terapevtski note. Ker pravzaprav zadnji oziroma najnovejši tvoji dve knjigi sta ene vrste mešanica med terapevtskim priročnikom za iskanje samega sebe, nekako tako, približno bi rekla, in med literarnim besedilom. Ja. In nekako se mi zdi, da ti dve knjigi se tudi na eni bazi povezujeta, kar se tiče ideje, pa nam mogoče malo na kratko povej, v čem je catch tega. V bistvu, te dve knjigi bi, se pravi Drobtinice in Sirotka in Jezero tišine, bi lahko skoraj da združila, ker sta nastale v bistvu iz iste ideje. Ideja pa bila v tem, da sem leta 2011 med dopustom se začela zbujati ob 4 zjutraj, ker sem imela vedno nenavadne sanje. In ko sem vstala, me je gnalo, da sem morala zapisati sanje in pa to, kar je šlo skozi mene, kar mi te sanje sporočajo. In sem rekla, to pa ni kar tako, to bi bilo dobro, da delim z ljudmi. In sem potem, ker se mi je 6 dni to dogajalo, sem rekla, da bom napisala 6 knjižic. In napisala sem najprej tole Drobtinice in Sirotka, potem se mi je pa zdelo, da pa ostalih 5 pa še v eno knjigo. In dejansko vsebinsko bi ta knjiga ne pasala k ostalim 5. Tako da v bistvu je ta knjiga bila terapevtska najprej za mene. Zaradi tega, ker je nekaj čistila, zdravila v meni preko sanj, preko vsega tega. Tako da je mogoče ta pomik slučajen samo, ker ne vem, kaj bo, ker to, kar ima v nastajanju, ni toliko terapevtsko več, vsaj trenutno ne. Vendar ti dve knjigi sta pa res
imata eno posebno energijo noter, ker jaz pravim, da je bil tekst kanaliziran in potem v Jezeru tišine, kar je bilo potrebno narediti, je to, da sem tista moja besedila potem še povezala v zgodbo. In ta del je bil, se mi zdi, še najtežji, ker je bila edina knjiga, ki je pa bila strukturirana pri nastajanju, ker ostalo je pri meni, kot teče, tako pišem. Tako da je mogoče toliko časa trajalo, da je ta knjiga potem tudi prišla nekako na plan. Ja, se mi zdi, da ta je res krajša. Tukaj gre za en dialog med pač protagonistko in njeno prijateljico in tudi pač nekako je v ozadju vsega je ta en občutek samovrednosti, kako se recimo samega sebe, ne vem, ovrednotiti na en primeren način. Tako da, ne vem, prosim, če nam mogoče čisto na kratko prebereš toliko, da vidimo, potem se pa premakneva k Jezeru tišine, ki ima pa prav romaneskno zasnovo. Ja. V bistvu, takole bi samo še rekla, ta knjiga dejansko uči, da si zaslužimo mleka in hlebcev, ne samo sirotke in pa drobtinic. In tukaj bi prebrala prav tako uvodnik toliko, da ljudje začutijo energijo knjige. Božanski duh vstopi v moje srce. Dotakni se bolečine, ki lije skozenj in jo očisti z reko luči. Odnesi vsa neodpuščanja, vso jezo in ves strah. Odnesi vse obsodbe in nemir. Dotakni se vseh delčkov mene, kjer se ne ljubim dovolj, se obsojam in ne vidim svoje božanske podobe. Izbriši vse stare spomine, ki vame sejejo temo in zaradi katerih dvomim v svoji popolnosti. Prosim te, božanski duh, da prineseš mir, ljubezen in luč v vsak delček mojega telesa in duha. Pomagaj mi, da spoznam svojo resnično vrednost in spomni me, da sem ustvarjena po božanski podobi. Prebudi v meni spomin na sanje o sreči, naj končno dojamem, da sem vredna ljubezni. Predvsem pa pomagaj mi, da bo, ne glede na to, kje bom in kaj bom počela, svet zaradi mene boljši. Ja, kot sva že rekli, je to en vstop potem tudi v naslednjo knjigo, ki pa ima, kot sva rekli, romaneskno zgodbo. Se pravi, gre pravzaprav za roman, za en hibrid med eno terapevtsko literaturo in med kako bi lahko rekla, zgodbo. Ja, ampak je pravzaprav res roman. Ker v bistvu catch romana je v tem, da se protagonist na nek način spremeni oziroma da se mu zgodi nekaj v življenju, kar ga spremeni. Nekako želja po notranji spremembi je tudi v bistvu motivator sploh za branje, ne? Ker vedno nas zanimajo druge zgodbe, da bi mi pač od njih tudi nekaj sami odnesli. Zdaj v tvoji zgodbi je, v tvojem romanu gre za eno protagonistko, ki prihaja pač na en pomol ob enem jezeru razmišljati o sebi. In na začetku nekako deluje srečno, se pravi srečno poročena, služba, stanovanje, nima nekih hudih, ne vem, očitnih problemov, razen želje po otroku, ki se ni uresničila še, ampak potem sreča nekega neznanca, s katerim začne komunicirati in preko tega neznanca, ki potem postane njen duhovni učitelj, v bistvu ugotovi, da pravzaprav pa ni tako srečna, ne, kot se ji je zdelo. Zdaj, in pravzaprav ta koncept sreče oziroma samoizpolnitve nas spremlja skozi ves roman, seveda tej protagonistki se potem ogromno še dogaja, tudi v zvezi z pač tem duhovnim učiteljem in potem ne bova izdali zdaj zgodbe, ne, seveda, ker je pač zasnovano tako, da nas tudi ta napetost pričakovanja vleče naprej. Ampak no, jaz bi te mogoče samo malo vprašala, ta sreča, ki jo ona pravzaprav nima in jo išče. Sreča je dokaj abstrakten pojem in tudi glede sreče, ne vem, naletimo na očitke, da je to v bistvu samo ena iluzija, ki nas dela pravzaprav nesrečne. Kaj ti meniš kot pisateljica, ki se dejansko ukvarja z tem abstraktnim pojmom? V bistvu je pomembno, kako si mi to besedo sreča razlagamo. Večina misli, da je nekdo srečen, če je cele dneve v eni višji emocionalni sferi, da je vedno vse lepo, da je vedno vse srečno, veselo, nasmejano,
Ampak v bistvu moja razlaga sreče ni čisto takšna. V bistvu moja razlaga sreče je takšna, da je srečen tisti, ki si dovoli biti to, kdo je v resnici. Da sebe sprejema z vsemi napakami, ki to v resnici niso, da sebe sprejema z vsemi svojimi dobrimi stvarmi in da se nauči v tem voziti. Za mene je sreča to, da sem povezana sama s sabo, tudi ko se ne dogajajo najboljše stvari, ampak takrat si srečen zaradi tega, ker veš, da je to zunaj samo lekcija, ki ni tvoje realno življenje, ampak nekaj, kar te bo pripeljalo en korak višje. Za mene je v bistvu največja sreča to, da se naučim povezovati sama za sabo, da se naučim izražati to, kdo sem v resnici. Za mene je sreča, da počnem stvari, ki me veselijo in da tudi, če še ne počnem teh stvari, ki me veselijo, da gradim svoje življenje v tej smeri, da bom delala te stvari potem čim večkrat. Spravi, sreča je res nek abstrakten pojem, ki ga lovijo ljudje in se v bistvu zdi neulovljiv, ampak je odvisno, kako si to srečo razlagamo. Sreča ni biti samo haj, ampak sreča je biti to, kdor smo mi. Ja, ker je pravzaprav sreča dokaj tudi tržno zlorabljen pojem. Zato vprašam, ker je take pojme zelo težko pojasniti, ker so zelo abstraktni in so zaradi tega tudi zelo pripravni za recimo eno misinterpretacijo in tudi za eno zlorabo. Tu bom jaz rekla takole. Mogoče imajo res nekateri namen zlorabljati to besedo, ampak verjamem pa, da je veliko tudi takšnih, ki tega ne zlorabljajo. Ampak če nekdo prodaja svojo srečo, ni nujno, da je ta sreča tudi ista moja. Če nekdo prodaja tako, kako postati milijonar, ker je to sreča za njega, ni nujno, da je to sreča tudi za nekoga, ki išče ljubezen. Zato mislim, da ker so ljudi usrečujejo različne stvari, ker so tudi z različnimi poslanstvi na našem planetu, zato tisti človek prodaja svojo srečo. Ampak to ne pomeni, da ista stvar usrečuje tudi druge ljudi. Zato se pač zgodi, da deluje nekaj kot zloraba. Ker tvoje sreče mene ne more usrečiti. In tudi obratno ne. Lahko nam nekdo pokaže pot, ampak na koncu moramo pot do svoje sreče najti sami. Ja, in pravzaprav o tem govori ta knjiga, Ja. Da nekako, če najdemo to svojo srečo, tudi pač nekako vplivamo na druge. Ampak seveda ne gre vse tako, da pač se vsedemo, ugotovimo, kaj nas dela srečne in to poiščemo, ampak tudi pri tvoji protagonistki gre za veliko preizkušenj, ki so pravzaprav zelo boleče. Saj vsi imamo v življenju v bistvu preizkušnje, tako kot tudi tukaj glavna junakinja. Da razložim drugače. V bistvu do naše notranje sreče nas ločijo naša mnenja, vzorci, prepričanja, blokade, ki smo si jih pač zgradili skozi življenje od malih nog, ali jih nosimo, pač jaz ker verjamem, tudi iz preteklega življenja, ali jih poberemo gensko od svojih prednikov. In v bistvu je tako, da če mi imamo te stvari v sebi, nas energetsko te stvari vlečejo dol. In preizkušnje v življenju prihajajo zato, da lahko preko teh preizkušenj, če slišimo, če smo odprti, te stvari v sebi pozdravimo, sprejmemo, očistimo. In tako v bistvu raste nihče se načeloma ne rodi tako, rodimo vse srečni, ampak življenje nas preko vzorcev pa vzgoje vsega naredi nesrečne. In tudi jaz sem preko preizkušenj in večina ljudi, ki se ukvarjajo tudi z duhovnim aspektom, je preko preizkušenj rasla. In skoraj nemogoče je, da sedeš, ugotoviš, lahko ugotoviš, kaj je sreča za tebe, ampak če imaš balast v ozadju,
te sreče ne boš mogel izkusiti. Sliši se dokaj enostavno, ampak To je pot. ni, ne? To je pot, tudi glavna enaka je tukaj gradi pot in tudi vsak, ki se v življenju ne počuti najbolje, raste v bistvu vsakokrat, ko se začne posvečati sebi in začne počasi odstranjevati balast iz sebe. To je po mojem, verjetno pa obstajajo tudi drugi ljudje, ki bodo pričali drugače, je to edini način, da je potrebno tisto, kar je naloženo, spucati, pa nadomestiti z nečim novim. Izkušnje nas pa sili ob čiščenju. Najbrž se tudi ne zavedamo, da ko se počutimo slabo, da je to pravzaprav en proces čiščenja, ki pravzaprav kaže, utira pot k dobremu. Večinoma, ko se počutimo slabo, smo slabo in jamramo in nam je pač grozno. Ne? Ampak nimamo pa v zavesti tega, da morda gre za eno dobro stvar, da je pravzaprav to samo čiščenje nečesa groznega, da lahko potem znova stopimo v dobro. Zato nastaja taka literatura. To je razlog te nastanku vrstne literature je ravno to, da prebuja ljudi, da jim da na znanje, da če se nam v življenju nekaj slabega dogaja, da to ni nekaj stalnega, da se stvari lahko spremenijo. In zato nastaja to vrsta literatura, da ljudi opominja, da moramo biti pozorni in da se moramo zavedati, da ko se nekaj dogaja, da se vprašamo, kaj se z mano dogaja. Seveda ni tako enostavno, tudi jaz sem do teh čiščenj prihajala s pomočjo veliko duhovnih učiteljev in pa s pomočjo raznih tehnik. To vrsta čiščenja včasih pri meni osebno niso bila vedno ravno prijetna. Dejstvo pa je, da sem takrat, ko sem bila v življenju najnižje, tudi najbolj zrasla. Ampak sem se pa morala dejansko v tistem trenutku res odpreti in dovoliti, da drugo spoznanje pride skozi mene. To ni enostavno, ne? Bistvu... Za nobenega, tudi za tistega, ki se zaveda, kako stvari stojijo, pa še vseeno, ko mu je grozno, ne? Sam bo pa rekla takole, dlje delaš na sebi, bolj stvari postajajo negrozne, tudi ko so grozne. Ker se potem začne zavedati, da ko si v stanju groznega, če si takrat zavesten in celo, če imaš okrog sebe prijatelje, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi, veš, da se nekaj dogaja, da si na pragu velike rasti, razsvetljanja, kakorkoli, potem kasneje vidiš, kaj dobrega je prišlo iz tega. In postaje manj grozno, zato ker takrat se spomniš, počutim se slabo, nekaj se dogaja. Sedeš, greš v občutke noter in začneš delati z njimi. Če pa te zavesti nimaš, da te stvari peljejo nekam drugam in da to ni trajno stanje, potem pa je lahko grozno. In ravno zato nastaja to vrsta literatura, da ljudem pove, gledajte, samo delček poti je, samo preizkušnja, ki ti kaže, da nekaj v tebi ni ljubeče in da je potrebno to preiti. In v tvoji knjigi v bistvu prevzame ena oseba oziroma en lik vlogo duhovnega učitelja, te protagonistke, ki nekako pomaga tudi čez te preizkušnje. Pa predlagam, da mogoče prebereva en odlomek, kjer pač se ona odloči za hojo po žerjavici. Pač za moje pojme še vedno, ne vem, nekaj grozljiva izkušnja, ne? Ampak marsikdo jo je dal čez, brez ožganih podplatov in prav tako tudi tvoja protagonistka, tako da te vabim, da nam prebereš. Tudi jaz. Jaz sem prehodila žerjavico kar nekaj. Si sama tudi? Večkrat, ja. Aha, res? Večkrat? Večkrat. Pa ne sama, verjetno je to vodeno, to je bilo celodnevno vodenje pod enim res mojstrom Francijem Mihalačem. Sem hodila na Goričkem in pa ravno na Koroškem, s tem, da je razlika je bila v jakosti ognja neverjetno, bil ta gorički ogenj spravi, da je spicy. In tukaj več kot dvakrat nisem šla prek in je ogenj bil samo 5-metrski. Naravno na Koroškem je pa bil tisti ogenj sicer, ampak je pa ni bil tako
Ni bil tako hud in so bili 10-metrski ogenj je bil in sem šla tam prek, mislim, da 7-8 krat sigurno. Aha, Ja. tako Goričko je opasno. Goričko je, ja, ravno ta voditelj rekel, da imamo ogromno za stvari še počistiti na Goričkem, ker se je veliko težkih stvari dogajalo gor in zato je tudi ogenj, ki čisti dejansko kompletno tam področje, tudi energetsko je tudi toliko bolj vroč. A tako da naj bi se to odražalo potem ena kolektivna pač. Ja. Te dogodki so dejansko neverjetni tukaj v tem delu, ne, ampak vem pa, da so na teh dogodkih hoje preko Žerjavice živali začeli prihajati iz gozda, orli so začeli, mislim, ti jastrebi naši začeli krožiti nad ognjem, jeleni so prišli ven, zajci so prihajali ven iz. Pravim, da živali so neverjetno čutili, da se energetsko nekaj dogaja, ker je pač pravijo ti elementali prav tako živi, tudi elementali ognja. Tako da je to vrstna izkušnja res nekaj posebnega, kot tudi pri junakih. Aleks, jaz bi tudi sem široko razprla oči. Kaj bi? Šla preko Žerjavice. A resno misliš? Smrtno resno. Aleks je nekaj trenutkov strmel vame, potem pa vprašal, si pripravljena to storiti danes? Začutila sem naval adrenalina, ki se je prelil skozi vsako mojo celico. Za trenutek sem utrpnila, potem pa zjecljala, sem. Če si tega želiš, bom poklical soseda, naj pripelje drva. Sinom jih bosta na bližnjem travniku razložila v 1 uri. Nekaj trenutkov sem molčala, preden sem dojela, da misli resno. Pa dajva, sem rekla, čeprav sem čutila, da so mi noge začele trepetati. Od tistega trenutka naprej sem se počutila, kot da bi lebdela. Kakor da bi se moja osebnost odcepila in hodila nekaj metrov izven moje sfere. Razum, ki je ostal v stiku z mano, je govoril, da se mi je zmešalo, drugi del mene pa je bil v prijetnem pričakovanju. Medtem ko sta Polde in njegov sin Rado razlagala drva, je Aleks v senci sedel na tla in mi pomignil, da sedem k njemu. Kar se bo danes zgodilo, ne bo majhno čiščenje, razumeš? Je vprašal. Prikimala sem brez besed, saj sem imela jezik zavozlan. Element ognja prečiščuje telo in duha, kar lahko v tebi povzroči tudi reakcije. Preden bova začela z obredom, se lahko odločiš, kateri delček sebe želiš pustiti v ognju, da zgori in kaj želiš pridobiti. Prav, sem bila kratka. V tebi se bo dogajala borba ega in vera tvoje duše. Morda v tem trenutku verjameš, da ne zmoreš, vendar ti naj je jasno samo eno. Meje telesa in duha so prizgojene. Naredila bova nekaj vaj in tako odprla tvoje energijske centre, da bo energija lahko stekla skoznje brez upora. Potem bova izgovarjala še svete zvoke, ki naj jo bodo povezali z elementi. V ogenj bova stopila v temi, hočem, da vidiš ognjeno preprogo. Lahko ostaneš tako dolgo? Da. Potem je čas, da začneva, se je nasmehnil. Prižgala sva ogenj in v nekaj minutah je bil plamen visok več kot 10 metrov. Že na razdalji je od njega sevala huda vročina in bila sem navdušena, da bom postala delček tako posebnega obreda. Nehote sem pomislila na Elo, ki je bila od majhnega moje tekmica v pogumu in se vprašala, ali bi si ona drznila. Kaj bom storila jaz? Vaje sem izvajala 100%, saj nisem želela večerne katastrofe zaradi zamašenih čaker in tudi zvoke za čakre sem pela veliko glasneje kot Aleks, ki je kukal k meni ter se občasno nasmehnil mojemu vreščanju. Ko sva začela predihavati in prehajati v globino najinih teles, sem se končno nekoliko umirila in prešla v prijetno, zibajoče stanje, a nisem bila v transu, kot sem pričakovala. Bila sem še vedno jaz. In zato sem še vedno dvomila, da bom pri zdravi pameti zmogla stopati po razžarjeni preprogi, ne da bi zadišala po ražniču. Ponovno se je pooblačilo in okrog naju se je zmračilo veliko hitreje kot ob jasnih poletnih večerjih. Pogledovala sem proti nebu in poskušala ne razmišljati o tem, da bi mi lahko ta poseben večer pokvarila nevihta. Ogenj je počasi dogoreval in pred nama so nastajali kupi žarečega lesa, ki ga je Aleks razbijal z lopato, da je nastajal pas ognjene preproge. Spominjalo je na žareče frnikole. Ko bi me sedaj videl David, sem pomislila in v trebuhu začutila metuljčke.
Verjetno bi to danes storil, skupaj z mano sem ugibala, saj je bil nor na vse, kar je dišalo po adrenalinu. Pripravljeno je Alex odložil lopato. Prikimala sem, potem pa mu sledila s pogledom, ko je stopil na začetek žerjave preproge. Spustil se je na kolena in v svojo medle svetlobe sem videla, kako je sklenil roke in nekaj šepetal. Trajalo je kar nekaj časa, preden je vstal. Elementale ognja sem prosil, naj jo varno spustijo preko ognja. Elementale? Predstavljaj si, da gre za ognjene škratke, prav? Se je nasmehnil. Da, sem namrščila čelo. Šlo je še za eno stvar, ki je nisem razumela. Tudi ti prosi ogenj za dovoljenje, da stopiš čezenj, in na koncu se mu zahvali, mi je dajal navodila, ki sem jih kar srkavala. Ne glej direktno v žerjavico, da te ne bo premagal ego. Če bi te vseeno opeklo, stopi korak levo, saj je tam zemlja. Si vse razumela? Sem. Potem je čas, da predaš ognju vse, česar nočeš več. Povej mu. Zdaj. Je zaprl oči in posnemala sem ga. Nekaj trenutkov sem poslušala utrip svojega srca, potem pa sem začela s pogovorom o sebi. Dragi ogenj, predajam ti ves strah pred koraki v življenju. Predajam ti vse zamere do ljudi in prosim, da se ne bi toliko sekirala zaradi drugih. Želim si, da očistiš razloge, zaradi katerih še vedno nisem postala mama in mi pomagaš, da bi manj obsojala, klevetala, opravljala. Prosim, da pridobim sposobnost najti v vsakem človeku drob dobre stvari. Želim si, da bi pridobila notranjo stabilnost, močnejšo integriteto, notranji mir, vero vase in pogum, da sledim svojim sanjam. Amen. Se reče amen, sem tuhtala. Saj nisva bila v cerkvi, da nekako je šlo v kontekst. Z enim očesom se pokukala k Aleksu, ki je že stopil na mesto, kjer ni bilo videti razžarjenih delcev, a je bil le korak od njih. Ob čemer me je prevzelo izrazito strahospoštovanje. Ponovno sem začela šepetati mantre in zadržala dih, ko je Aleks stopil v središče ognja. Stopal je korak za korakom ob zvoku om in umirjeno prehodil vseh 10 metrov ognjene preproge. Zastal mi je dih in nekoliko prestrašeno sem pogledala, če je cel, ko je ponovno stopil na zemljo. Potem sem dojela, da sem na vrsti jaz. Še vedno si lahko premisliš, nič ne bo narobe, mi je rekel še pred obredom. V tem trenutku sem si tega tudi želela, istočasno pa me je v notranjosti žgala misel, da se bom jutri požrla, če tega ne bom storila. Zdelo se je izvedljivo, a misel, da bi dejansko stopila na žerjavico, me je plašila bolj kot karkoli. Aleksu sem zato komaj vidno odkimala, nasmehnil se je, se vrnil na začetek ter pot prehodil še enkrat. Ob vsakem njegovem koraku so se okrog njegovih gležnjev dvigovale žareče iskre, ki so v trenutku izginile v temi. Ko je prišel na drugo stran, se je kot prvič ponovno priklonil žareči poti. Kaj se je zgodilo tik zatem, si nisem znala razložiti. Kot da bi me notranja sila premaknila noge, sem se kar naenkrat znašla na začetku poti in v mislih ponavljala. Please, dragi ogenj, pusti me preko, please, ne opeči me, rada te imam, samo please, ne opeči me. Potem se je dvignila nogo in stopila. Pod sabo sem začutila mehko, toplo oglje in le neznatno vročino. Z vsakim korakom je v meni rasla notranja moč in še preden sem stopila zadnji korak, so se mi ulile solze. Trenutek zatem sem se znašla v tesnem Aleksovem objemu in skozi hlipanje zaslišala njegov glas. Ponosen sem nate, tako zelo sem ponosen nate. Ogenj sem ušinila s hvaležnostjo, kakršne še nisem začutila. Zavedala sem se, da tako odločno še nikoli nisem odkorakala preko svojih strahov. Dojela sem, da lahko takrat, ko razum kriči in pravi, da ne zmoreš, premagaš samega sebe in stopiš preko zmožnosti lastnega razuma. Zavedaj se, da če si zmogla hoditi preko živega ognja, zmoreš storiti vse, mi je dejal Aleks, ko me je v mesečini odpeljal nazaj do pomola. Še vedno osupla sem njemu strmela v temačne valove, ki so jih rezala pod sabo. Ko sem stopila iz čolna, sem se ozrla k njemu. Hvala za popoln večer, sem mu pozdrav dvignila roko. Pomahal mi je in se že odmaknil od pomola, nato pa zakričal. Ne pozabi si pred spanjem obuti nogavic in nog se ne umivaj. Naj energija ognja dokonča svoje delo. Potem se je njegov glas izgubil v zvoku valov in motorja. Simona, hvala. Prosim. Zdaj, jaz imam še zelo dosti vprašanj glede tega besedila, ampak
žal sva nekako že malo bolj proti koncu najnega pogovora. Nič hudega, lahko narediva še kak večer, lahko rečeva kaj tudi zasebno. Vsekakor pa je knjiga sproža ogromno enih vprašanj, enih nekih zanimivih, ne vem, debat. Med drugim mogoče tudi ravno zato, ker se ta duhovni učitelj poslužuje nekaterih praks, ki veljajo pač v naši družbi za, ne vem, malo obskurne, mistične, nenavadne ali pa še kaj hujšega. Ampak tudi sama se nekako tudi ukvarjaš z tem, kako se temu reče, ne vem, mentorstvo, pomoč pri osebnem razvoju, kako bi ti temu rekla? V bistvu je takole. Jaz, ker se veliko družim z ljudmi, ki počnejo te stvari, se nam zdi, da so vsi seznanjeni že z raznimi tehnikami samopomoči, energetskih zdravljenj in tako naprej. Zdaj pa postaje tudi vedno bolj znane in domače tudi v našem okolju. Res je, da se ukvarjam z marsičem, v bistvu se pa, kar se tiče mentorstva, pa jaz vedno pravim takole, da ne sprejemam v svoje zdravljenja vseh ljudi, ampak ponavadi so moja mentorstva, pa težko izgovarjam ta besed, ampak v bistvu sem del inspiracije za tistega človeka takrat, ko začutim. Ker sama imam razvite določene nadčutne sposobnosti. V bistvu jaz pravim vedno, da če sem ob pravem človeku in da je potrebna pomoč, čutim, da jaz pravim temu, oziroma tako pravim, da padem v kanal in začutim, da začne teči energija skozi, da se venem malenkost z drugim stanjem zavesti in takrat zaznam, da moram temu človeku predati sporočilo in ponavadi so tista nenamenska, naključna zdravljenja in sporočilo tudi najmočnejša. Saj nekako je tudi pisateljski poklic ene vrste, ne vem, malo odklopljen, ne. Tako da verjetno je tudi povezano nekako s pisanjem oziroma, ne vem, mislim, da pisatelji in pesniki imajo tudi en kanal, ali kako bi rekla. Jaz sem prepričana, saj glede na to, da si sama tudi pisateljica, veš, da mi pravi, da ko noter padeš, da si v enem posebnem stanju zavesti. Da mogoče nisi bila toliko pozorna, mogoče bo zdaj toliko bolj pozorna, da začutiš, da en tok gre skozi tebe, ki ga ni, ko nisi priklopljena. Ponavadi je to potem tudi zelo dober znak, da počnemo tudi takrat tisto, kar moramo početi. In ko se začneš navajati, kako se počutiš v tistem stanju zavesti, potem začneš tudi v vsakdanjem življenju točno ločiti, kdaj si v tistem kanalu, pa kdaj nisi v tistem kanalu. To razlikovanje je meni bilo v bistvu en težji del učenja, kako izklopiti ego in potem z ljudmi delati v resnici kanalizirano in z ene višje sfere. Ja, se to, če bi recimo odkril, kako se priklopiti, ne, bi mogoče to bilo tudi en ključ do malo večje pisateljske plodnosti mogoče. V bistvu je takole, da za te priklope, kot tudi za vse ostalo, je potreben samo trening. Ko sem jaz sama videla, da sem ekstremno jasno čutna, da sem tudi v službi zaznavala, kaj se dogaja v naslednjih prostorih, oziroma da sem, moja kolegica pravi, da ena bolj jasnovidnih ljudi, ki jih pozna, je v bistvu vse stvar treninga, ker stvari, pa tudi informacije, ki jih dobivaš, niso vedno čisto jasne. In zato je potrebno včasih preverjati stvari. In jaz sem se na ta način začela v bistvu učiti, da sem stvari preverjala. Če sem imela v bistvu uvid, da z nekim človekom se nekaj dogaja, sem kar direktno preverjala. In potem sem videla, kakšen je moj občutek v telesu, ko sem dejansko povezana in da takrat tudi pridejo prave informacije. In vse je v bistvu samo stvar treninga, ampak kot pri pisanju tudi v ostali, moraš se pač navaditi, kateri je tvoj občutek
da ga potem prepoznaš, da veš, zdaj sem pa v kanalu. Tudi pri pisanju ali teče, ali pa začutiš, da je blok. In ko pri meni teče, jaz čutim dejansko v prsnem košu. In zato jaz znam en stavek, naprimer, obračati tudi po 10-krat, pa pravi, pa kako veš, da je zdaj ta pravi, ker čutim, da energija steče. Nekako se najkrat vse zdi prav. In ko se vse zdi prav, potem veš, da si v kanalu. Ja, ko se vse poklopi. Ne? Ko se vse poklopi, potem, ampak mogoče potem tisti, ki ne ve, da je bil takrat v kanalu, da mogoče začne opazovati, aha, glej, ko sem bil v kanalu, se tako počutim. Potem, čez čas začneš, pač zverziraš to kot vse ostalo. Vsi imamo te zmožnosti, samo eni smo jih zavestni, drugi pa jih niso. Drugače nismo drugačni med sabo, ne ti, v bistvu ne jaz. Samo ene stvari sem jaz že trenirala, ti jih mogoče še nisi in pa obratno. Mislim, da si precej dobro opisala zdaj ta občutek, kak je dejansko občutek inspiracije, ker to je pravzaprav ta občutek inspiracije, navdiha, ki je tak recimo malikovan med pesniki in pisatelji, je po moje ravno to. Gre za ta priklop, ki ni čisto zavesten, ampak ga lahko opazujemo. Samo tudi, da teče, ne? Da je nekaj in da je vse, v tiste trenutku vse prav. In če smo zavestni, potem zelo, zelo dobro začnemo razlikovati, kdaj je ego, kdaj je v bistvu truša. Te pa samo še zagrabiš pero, pa gremo. Ne? In najboljše stvari nastajajo, ko smo v tem toku. In jaz to pri avtorjih čutim, če je pisal v toku ali ne. Ker če ni pisal v toku, se zelo težko prebijam skozi besedilo, v bistvu ustavlja. Ko je delovno skozi tok, pa to teče. Energija avtorja se začuti v njegovem delu. Ja, mislim, da zagotovo se začuti, če je nekdo, res, če se je nekdo poklopil med ustvarjalnim procesom. Ampak ne, mogoče res opazovanje marsikaj pokaže, zavestno opazovanje. Zdaj, Simona, na tem mestu bi se ti res zahvalila za ta najin pogovor, ki bi seveda lahko šel še naprej in naprej, ampak bova ga nekako smiselno, racionalno tukaj zaključili. Edino za konec, mogoče še je fajn, če poslušalcem in gledalcem, poslušalkam in gledalkam omeniva en tvoj humoristični videodnevnik, ki je meni osebno tudi zelo ljub. Tudi me vmes kakšna serija nasmeji do solz. To je Marta, v Prekmurju je malo bolj znana, mogoče tudi zato, ker je pač v prekmurščini. Imaš tudi ogromno ogledov, gre pa za 30-sekundne video vložke. Ja, v bistvu ti video vložke so nastali tako, da se bili s prijateljico na kavi in se pogovarjali preko Messengera z njeno hčerko, ki je bila v Franciji. In smo se igrali z temi maskami na Messengerju in jaz nekaj govorim, pa meni pravi prijateljica, veš, ti bi pa to morala snemati. Ok, pa pridem domov, vzamem telefonček, pa začnem, pa pravim, jaz sem. Pa se nisem vedela, kaj ne zdaj naprej, povem pa sem rekla, Marta. In tako je nastala dejansko Marta. In v bistvu, že od prvega videa je pre mene presenetilo, govori v prekmurščini, ima sicer prevode pod videi, mislim, da je okrog 140 videov, ampak to so hudomušni, naivni videi iz njenega življenja, tudi priredbe določenih vicev. In enostavno, ne vem, kako je prišlo do te Marte, ampak se je prijela, jaz pravim tudi, mislim, da v pravem času, ravno bil tisti prvi lockdown, tudi zaradi covida, in da marsikomu tisto zaprtje pomagala v bistvu priti preko, ker se narod se res ful nasmejal preko teh videov. In pa tudi zato je tudi ogledal za eno prekmurske videa, mislim, se bliža počasi 500 000 ogledov, mislim, da sploh ni slabo. Ja, ni slabo, ne? Mislim, pa glede na to, da dejansko je v Prekmurju vsaj je zelo malo takih, mislim, je res en žanrski taki fenomen, ker je res, ne vem, kratko, zabavno, unikatno, preprosto,
nimaš kaj, ne, komplicirati, vsak razume, ampak je pa taka ena iskrica, ki ti res ena Marta na dan ti polepša dan. Ti polepša lahko, te nasmeje, v bistvu. Jaz bom rekla, da sem uživala tudi pri ustvarjanju. Jaz sem se, tako bom rekla, sama sebi sem bila zbolna, no. In sama sebi sem se smejala, včasih po 10-krat snemala, ker enostavno nisem mogla včasih izgovoriti besed do konca, ker sem se režala. Meni osebno je že kot nekomu, ki snema, mi je nenormalno dvignilo vibro. In bratranec, ki dela v tujini, pa mu je žena poslala to, mi je napisal na Messenger, veš kaj, jaz mislim, da sem se malo polulal. Sem rekla, pa to je moj cilj, da se vsi polulate, veš. Jaz v bistvu vabim tiste, ki še Marte niso gledali, da grejo na moj YouTube stran, Simona Ritupert, tam imate Martin Kotiček, klopite predvajanje in se dejansko zabavajte, smejte se ob njenih naivnih dogodivščinah in upam, da bodo ti ogledi šli tudi do milijon. Ja, jaz tudi upam, ker je res pristno, pa mislim, da imaš ful žilico za humor, tako da upam, da boš še kdaj ustvarila kaj res tipično humornega in ne vem, takoj pridem, kupim, podpišeš in grem, tako da imaš eno res tudi en dar za humor. Zato sem tudi omenila na koncu to Marto, ker je res pač vredna, ker je čisto preprosto je zabavna. Ni nič potvorjenega, nič intelektualističnega, ampak je pa zelo res tisto true, mislim, vsaj meni je zelo zabavno. Dejansko za prekmurščino, pa v bistvu je takole, spodaj je prevod, pa spodaj je pa še ena Martina mislica, kjer pa je tisto, kaj pa je Marta v resnici hotela povedati. Tam pa je tisti en mali duhovni kotiček za tiste, ki pa iščejo pač tudi nekaj takšnega. Marta ima smeh, pa ima tudi globje sporočilo, tako pač spet vzame tisto, kar si želi. Ja, tako da jih Marta lahko popelje tudi v raziskovanje nečesa, kar še morda ne poznajo. Tako je. Ja, super. Simona, hvala za najin prijeten pogovor. Jaz ti želim, da čim prej dokončaš to, kar imaš v omari, oziroma na svoji pisateljski mizi in da se seveda še kdaj srečava v kakšnem literarnem kotičku. Jaz se ti pa zahvaljujem za povabilo in v bistvu kontra tudi tebi želim, da čim prej ustvari spet kakšna nova dela. Hvala. Da se bomo lahko pač malo kaj pomenile tudi mislim o tem, pa da se od tebe tudi kaj naučim, ker ti si eno si svaha, jaz nisem in so tudi s kakršnikoli dobri mislim, na sveti vedno dobrodošli. Ja, se zdaj še malo pa boš sfahal, če si zdaj že toliko knjig napisala, ne? Ja, v bistvu moja urednica Andreja Časarova in pa tudi lektorica, ona pravi, da v vsaki knjigi manj napak dela, ne? Ko je prvič popravljala kuharico, mi je 50 strani črtala od šuba, tako se rekla, potem se rekla, da ti si hecla, ti veš, koliko časa je srami za 50 strani, ampak potem vidiš, da kad dela zres, se pravim feelingu, da je prave stvari izbrisala. Ja, saj rabimo urednike definitivno in lektorje in drugi vidik. Ja, seveda kritiko, ne, da se potem lahko izboljšujemo. Tako je. Simona, hvala pa, se vidiva. Hvala. Ja. In lahko noč. Lahko noč. Vam, dragi vsi, ki poslušate, pa vam seveda tudi jaz želim en prijeten večer in se vidimo spet čez 2 tedna v oddaji Splet besed. Nasvidenje.